Lepo pozdravljeni na današnjem spletnem seminarju Napredna kibernetska zaščita poslovnih sistemov. Specialist za kibernetsko varnost pri Telekomu Slovenije, Dalibor Vuković, nam bo predstavil, kako lahko preprečimo ali vsaj občutno ublažimo škodo, ki bi nastala ob morebitnem kibernetskem napadu. Predavanje bo potekalo približno 30 minut, potem pa bo Dalibor na voljo za vaše vprašanja. Vprašanja zastavljate v polju chat, imenovano je tudi mogoče Q&A imate. Potrudili se bomo, da odgovorimo na vsa vaša vprašanja. Vkolikor pa bi morali srečanje zapustiti prej, nam vprašanje lahko zastavite tudi na e-mail naslov poslovna.prodaja@telekom.si. Na tem mestu vas tudi obveščam, da se današnje srečanje snema. Posnetek boste vsi udeleženci prejeli v naslednjih dneh. Sedaj pa predajam kar besedo Daliborju. Dalibor, izvoli. Dober dan, pozdravljeni. Jaz bi se mogoče že uvodoma slušateljem opravičil, ker sem ravno na eni mednarodni konferenci in ravno ta trenutek je tule v hotelu največji šundar. Če bo preveč moteče, me prosim opozorite, pa bomo probali zadevo ali ponoviti kak drug termin ali pa najti neko drugo alternativno rešitev, ampak žal danes je tako, kot je, ne? Tule smo pristali in se moramo nekako znajti. Ok, Alja, hvala za besedo. Jaz v ozadju že vrtim nek zaslon, zanima me samo to, ali se ta zaslon že vidi. Alja, Jaz lahko potrdim, da se vidi. Ga vidiš, super. Mogoče daš še majčkeno, ne, v redu je. Vidim vse. Edino pač ne vidim teksta, ne, kar pa tudi. Tekst se pa sliši. To, kar niti ni pomemben, ta tekst, pomembna je v bistvu filozofija oziroma bistvo. Glejte, danes smo rekli, da bi se pogovarjali o nekih aktualnih zadevah v segmentu kibernetske varnosti. Verjetno se vsi že srečujete z poskusi phishing napadov, z raznimi poskusi, mogoče man in the middle napadov, lahko je tudi kakšna direktorska prevara. Kakorkoli, jaz močno dvomim, da do danes obstaja še kdo od udeležencev, ki ne bi vedel, kaj so tovrstne prevare oziroma kaj so tovrstni poskusi kibernetskega kriminala. Mi kot nacionalni internet service provider to seveda še bolj intenzivno občutimo. Po eni strani se strani kriminalnih združb, ki imajo motiv napadati tako inštitucijo, kot smo mi, po drugi strani pa tudi se strani naših klientov, naših strank. Se pravi, Telekom danes še zdaleč ni več samo telekomunikacijski operater, ki bi zagotavljal internetno povezavo ali pa ne vem, mobilno povezavo. Veliko časa, veliko truda, veliko znanja vlagamo v informacijsko tehnologijo. In kot taki smo potem tudi največji Security Operations Center oziroma operativni center kibernetske varnosti v državi. Kaj v bistvu želim jaz danes z vami deliti? Želim deliti to misel oziroma idejo, prepričanje, da danes imeti v lastni infrastrukturi samo antivirusno zaščito in računati, da ne boste napadeni, je napačno razmišljanje. To z vso odgovornostjo trdim, zato ker v zadnjih 10 letih smo ugotovili, da sam antivirusni program, tudi v kombinaciji z požarno pregrado, enostavno ni zadosti, da bi lahko zaščitil vašo infrastrukturo na dosti adekvaten način. Zakaj ni zadost? Predvsem zato, ker se je politika kriminalnih združb spremenila do te meje, da ne uporabljajo več nekih zastarelih skript, katere bi lahko antivirusni program sploh prepoznal. Veste, danes napad je ponavadi tako imenovani zero day napad, se pravi, ne prihaja do napada z neko staro zastarelo skripto, kjer bo vaš antivirusni program na podlagi podpisa rekel, aha, ta skripta je pa nam že znana in jo bomo zato ustavili in ne bomo spustili okolje. Daleč od tega, ne? Danes je 95% napadov takih, da
to bom čisto ekspliciten, se vas loti neka ruska kriminalna združba, lahko je to hekerska skupina DarkSide. Oni imajo odzadaj ogromne računalniške sisteme, torej odzadaj umetna inteligenca, strojno učenje. In če si predstavljate en tak super računalnik, ki zna na podlagi umetne inteligence generirati PowerShell skripte, ki se infiltrirajo v vaše omrežje, potem si verjetno lahko predstavljate, da to zgleda nekako na tak način, da odpre neko zastarelo PowerShell skripto, ki bi jo lahko ostali antivirusi prepoznali. Vendar pa on v njej spremeni določene parametre, jo nazaj shrani in jo pošlje v vaše okolje. In to je za vaš antivirusni program potem neka nova stvar, ki pa še nima uradnega podpisa, na podlagi katerega bi on lahko prepoznal to kot nek napad na njegovo okolje. Torej, v tem košu antivirusa imamo cel kup nekih podpisov in on vse, kar pride v vaše okolje, primerja s temi podpisi. Če ugotovi, da se nahaja v njegovem košu, bo takoj zadevo ustavil in bo rekel, aha, zaznal sem nek škodljiv virus. Problem, kot sem rekel, je pa ta, da tole, kar napada, nima več znanih podpisov, zato ker je zgenerirano za napad na vašo inštitucijo. In v tem primeru pa antivirusni program reče, tega jaz še nimam na svojem seznamu, to zame pomeni, da ni nevarno. In ga spusti noter. Žal, ki ga pa not spusti, pa ponavadi delamo, vsaj to, kar se mi srečujemo, veliko s takimi skriptami, ki so pa že tipa Mimikatz. Se pravi, imajo od zadaj neko tako imenovano lateralno gibanje. Prišel sem skozi prvi računalnik v vašo inštitucijo in sem potem začel izvajati lateralno gibanje po ostalih delovnih postajah, ker vaš antivirusni program tega ni zaznal, sem lahko v vašem okolju en teden, en mesec, pol leta, pridobim vse vaše podatke, imena vaših klientov, imena kupcev, imena dobaviteljev, poberem vaše vhodne cene, izhodne cene, izračunam RVC in ko imam vse te podatke, se odločim in eno nedeljo zvečer šifriram vaše mašine. Ko pridete v službo v ponedeljek, prižgete mašine, ugotovite, da je 5, 10, 20 mašin šifriranih. Vseeno, jih imate 5, jih imate 10 šifriranih, ko boste klicali pomoč, je navodilo vedno isto. Imate kriptovirus v infrastrukturi, ugasnete celo firmo, ugasnete vse mašine, moramo priti tja, narediti vulnerability scan in ugotoviti, katere so tiste mašine, ki še niso okužene in pa katere so tiste, ki so okužene, pa jih moramo popraviti. Torej, neke vrste ultrazvočni pregled, na podlagi katerega potem popravljamo to, kar je za popraviti. In verjemite, nobena od takih stvari ne traja samo en dan. Če bomo prišli popravljati, bomo ostali pri vas en teden. In tisti teden je firma dejansko v deficitu oziroma ima poslovno izgubo. Ali zaprete firmo, počakate, da vse uredimo, ali pa potem sistematično vsak dan kaj več odpremo. Nikakor pa ni tako, da bi v pol ure lahko nekaj popravili, kar se je skvarilo v vašem okolju in kar je že bilo 2 meseca v okolju. Zato, da bi preprečili vse to, kar zdaj omenjam, smo skozi leta razvijali določene produkte, ki bi bili v koraku z današnjim časom. Se pravi, prešli smo iz klasičnega antivirusnega varovanja v tako imenovano XDR zaščito. XDR zaščita pomeni Extended Endpoint Detection Response. Torej, 20 let nazaj, ko so se pojavljali antivirusni programi, so ti živeli tako, kot morajo. 10 let nazaj so se začeli že pojavljati tako imenovani EPP orodja, Endpoint Protection. Ta orodja so imela nalogo narediti kaj več zaščite, kot jo naredi klasičen antivirus. Tudi to je potem, so napadalci že prerasli in so nekje 7, 8 ali pa 5 let nazaj začeli aktualno uporabljati tako imenovani EDR, Endpoint Detection Response, katerega so pa tudi zdaj počasi že prerasli in danes, današnji trend je ravno ta tako imenovani XDR. In ko govorimo o XDR-ju, moramo imeti v mislih, da ne ščitimo več samo delovne postaje, samo računalnika, ampak ščitimo še vse ostalo. Zakaj to razmišljanje? Predvsem holistično razmišljanje. Glejte, čisto na enem enostavnem domačem primeru. Če ste vi danes v
v hiši, kjer imate protivlomna vrata in ste ta vrata plačali 5000 evrov, imajo 10-točkovno zaklepanje, če želite. Ne? Če ste vi ključ pozabili pod predpražnikom ali pa ga pustili pod predpražnikom, da bi otrok not prišel, vi sicer imate ta protivlomna vrata, naj bo to antivirus, ampak dostop do vaše hiše bo imel nekdo, ki bo imel vaš ključ. Torej, v vašem primeru računalnika, vsak, ki bo imel vaše geslo, bo not vstopil, ga antivirus ne bo zaznal. Ne. Če želite še več, glejte, imate protivlomna vrata, ampak nekdo vstopi skozi okno ali pa skozi balkonska vrata. Ne. Sicer so protivlomna vrata, ampak če niste imeli v hiši alarmnega sistema, videonadzornega sistema, mogoče povezave z neko varnostno službo, smo spet naredili problem. Nekdo je vstopil noter, ni vstopil skozi protivlomna vrata, ampak nekje skozi tako imenovani backdoor, ne vemo, da je v hiši, nam lahko vse pobere in gre ven. Zato, rečemo v tem kibernetskem prostoru, to ni nič drugega kot zrcaljenje ene take hiše v ta imaginarni del sveta, kibernetski. Rečemo, antivirus je premal, se pravi, če ga je nekdo prelisičil, moramo gledati holistično, večslojno in tega se ravno z XDR-jem lotevamo. Se pravi, ko gledate tale epicenter dogajanja, samo tale jugovzhodni del je tako imenovani antivirus. In neko XDR napredno orodje vsebuje v sebi 7 različnih toolov. Tole naše recimo 7, nekateri manj, 7 je nekje, dajmo reči maksimum. V prvem delu tega orodja zamenjamo navadni antivirus s tako imenovanim Next Generation antivirusom, ki pa že zna prepoznavati tako imenovane zero-day napade. Se pravi, on pa ne dela več na podlagi podpisov nekih virusov, ampak zna po metapodatkih oceniti, a je ta skripta škodljiva ali ni škodljiva. In ukolikor je škodljiva, jo bo zadržal, jo ne bo spustil naprej. In jo bo poslal v drugi modul, v drugo orodje znotraj XDR-ja, ki mu rečemo tako imenovani sandbox ali peskovnik. In v tem sandboxu, ki se nekje na oblaku nahaja, mi izdelamo tako imenovano statično in dinamično analizo in na podlagi te analize potem spustimo zadevo v vaše okolje ali jo pa zavrnemo. Naslednja stvar je tale tako imenovana user behavior analitika. Zelo pomembna stvar. To je tisto, kar sem rekel, vi imate lahko protivlomna vrata. Če je nekdo ključ našel pod predpražnikom, bo not vstopil. Tle je zelo podobno. Vi imate lahko antivirusno zaščito, vendar v primeru, da ste šli kaj pa vem, na neko sejmišče, na nek hotel, jaz sem danes v hotelu, kjer je nek odprti Wi-Fi. In dajmo reči čisto en praktičen primer. Ste uporabnik Office 365. Danes na nekem sejmu, kjer mrgoli hekerjev industrijske špionaže, ni noben problem z recimo Wiresharkom pobrati vašo poverilnico. Se pravi, tisti trenutek, ko ste vi vpisali v vaš računalnik, pa v vaš Outlook z uporabniškim imenom in geslom. In če je heširano, ga odheširamo in znamo prebrati uporabniško ime in geslo. In ko enkrat imamo vaše uporabniško ime in geslo, je to tako, kot če bi imeli ključ od vaših vrat. Pomeni, da se bomo lahko iz Šanghaja, iz Bangladeša, iz Pakistana prijavljali v vašem imenu in v vašem imenu brali vaše maile, v vašem imenu odgovarjali na e-maile in ne nazadnje, če ste, ne vem, prodajnik, editirali vaše PDF račune, se pravi, pripravite račun za neko stranko, ga v Wordu editiramo, spremenimo TRR, ga pošljemo tej stranki in stranka nakaže denar nekomu drugemu in ne vam. Klasična direktorska prevara. Zato tale modul tu, ki mu rečemo user behavior analitika, zna v realnem času te anomalije prepoznavati. Torej reče, če je vam nekdo ukradel uporabniško ime in geslo in če vi delate 5 dni v tednu iz Ljubljane, je strašno čudno, če ste 6. dan v Bangladešu ali pa v Šanghaju. Še bolj čudno je, če ste delali vsak dan od 7 do 3 iz Ljubljane, pa se tisti dan ob 5 nekdo iz Bangladeša prijavi. Se v 2 urah ne more zamenjati 8 časovnih pasov. Pa, če želite, delate od ponedeljka do petka in se zgodi kibernetski napad v nedeljo ob 3 zjutraj. To je za nas avtomatsko po teh parametrih izolacija vašega sistema, ker ugotovimo, da se nekdo z vašim geslom želi v nedeljo ob 2 zjutraj prijaviti v sistem. Ga štopamo še preden poskuša vdreti v vaš sistem. Naslednji modul je tatle imenovana network analitika. To so neke vrste senzori, kot bi, če bi v hiši imeli vsaki sobi alarmni senzor, da vemo, če se slučajno kdo giblje po vašem omrežju.
Se pravi, v tem delu, če bi nekdo že bil v vašem okolju in kad to diplojamo po vaših mašinah, bi ugotavljali, a je od 100 mašin kjera okužena in če je kjera, katera je in kam se ta virus giblje. Tu ga prepoznavamo in ga v realnem času tudi omejimo. Potem je tudi tako imenovani vulnerability management, kjer rečemo, ok, ali je možno, da so v vašem okolju mašine, ki niso compliant z varnostnimi priporočili. Torej, a imate kakšne stare Windowse, ki jih je treba posodobiti? A je tu mogoče noter kak neautoriziran program, se pravi, imate, ne vem, torrente gor, pa jih ne bi smeli imeti v vašem okolju. Ali je mogoče nekdo poslal kakšen Excel file, ki skriva not nek makro, ki bi lahko bil okužen. To vse v tem delu ugotavljamo. Peti del tega orodja je tako imenovani honeypot, kjer mi znamo z nastavljanjem sistemskih datotek določenih pasti na vaše računalnike prilepiti napadalca v primeru, da bi vas hotel napasti. To je, če si predstavljate datoteka, ki je v Wordu, pa na njej piše admin.docx ali pa password.xls. Po navadi hekerji začnejo napadati ravno take datoteke in prvič, ko potrkajo na tako datoteko, ga mi zaznamo in ga eliminiramo. Tisto, kar se meni zdi v celi zgodbi najbolj pomembno, je ta know-how. Se pravi, ekipa ljudi, cyber security strokovnjakov, ki pa znamo vse to prepoznava. Torej, niti ni danes pomembno ime tega XDR-ja, je to Cynet, je to Cortex, je to Sophos. Veliko teh imen boste slišali. To je pač tako, kot če bi slišali Audi, BMW, Mercedes. Bistvo tega je, kak je šofer, se pravi, je šofer zadosti dober, da bo ta avto znal voziti. In na to v bistvu stavimo na Telekomu. Se pravi, če kot firma, ki je v kritični infrastrukturi in ki skrbi tudi deloma za nacionalno varnost, znamo zaščititi Slovenijo kot državo, smo prepričani, da znamo zaščititi adekvatno tudi srednja podjetja, večja podjetja in tudi mikropodjetja. In ko integriramo eno tako orodje v vaše okolje, je glavna dodana vrednost ravno ta know-how. Se pravi, ob 2 zjutraj, ko vas bo nekdo napadel, vi spite ponavadi. Verjemite, iz prakse vam govorim, vsak dan te primere rešujem, redko kdaj vas bo kdo napadel ob 9 dopoldne ali pa ob 10, ko ste v službi. Ker tisti, ki vohuni v vašem omrežju, tisti, ki ima skripte v vašem omrežju, ve, kdaj vaši računalniki delajo in kdaj ne delajo in kdaj ste vi v službi. In če vas nekdo ob 3 zjutraj napade, ima do 7 zjutraj čisto zadost časa, da vam šifrira vse mašine. Če pa imate vi odzadaj neko tako ekipo, ki ob 3 zjutraj naredi izolacijo vašega sistema, mogoče kaj pomeni ta izolacija. Se pravi, če v tem segmentu, tem ali v katerem koli drugem, zaznamo, da se nekaj dogaja, lahko z desnim klikom na miško ustavimo to mašino in rečemo, od tega trenutka naprej, od 3 zjutraj, se ta mašina ne more več pogovarjati z nobeno drugo mašino v vašem okolju, zato da ne bi okužila še kjere druge. In istočasno se ne more več pogovarjati z napadalcem. To pa zato, da mu ne bi pošiljala vaših podatkov. Da ne bi on prejemal podatkov vaših uporabnikov, vaših kupcev, vaših dobaviteljev, da ne bi vedel, kakšne cene imate na ven. To je čist praktičen primer. Se pravi, ob 3 zjutraj vas nekdo napade, mi to zaznamo, naredimo izolacijo, obvestimo vaše računalničarje. 100 računalnikov je zdravih, 101 je napaden. Ob 7 zjutraj, ko bo prišel v službo, bo tistega 101. Točno po naših navodilih očistil, šel bo na c2.6/temp in bo obrisal PowerShell exe in bo ponovno zagnal računalnik. Torej, 100 računalnikov dela normalno zjutraj, 101 mu pa vzame 10 minut dela, da ga usposobi, da lahko tudi ta 101 dela. Upam, da me približno razumete, kaj hočem reči. Se pravi, mi prehajamo v ta način reaktivnega varovanja, kjer rečemo, tako kot bi rekla varnost Sintal ali pa aktiva varovanje, ob 2 zjutraj naš varnostnik bdi nad vašim alarmnim sistemom in če bo kdo hotel vdreti v hišo, bomo ob 2 zjutraj ukrepali. In točno to mi počnemo. Se pravi, namesto da pridete zjutraj ob 7 v službo in imate okužene vse mašine, se v našem primeru zgodi to, da ko ste prišli zjutraj ob 7 v službo, boste imeli vse mašine zdrave, samo tista prva, na katero je napadalec želel potrkati, bo izolirana, dokler vaš računalničar ne očisti to, kar smo mu naročili.
Se pravi, se avtomatsko izognete direktorskim prevaram oziroma uspešnim direktorskim prevaram, izognete se phishingom na način, da tudi če vas nekdo prevara, če vam ukrade poverilnico, ko bo hotel neki not spraviti, ga bomo ujeli. Seveda obstajajo tudi orodja, ki znajo phishing preprečiti ali pa direktorsko prevaro na način, da maila nikoli niti ne dobite v vaše okolje, da ga zadržimo nekje v cloudu. To so mogoče neka dodatna orodja, katera tudi ponujamo, pa bi mogoče odpredavali ob kakšni drugi priliki, ker danes nimamo časa. Ampak, ko govorimo o tisti bazični napredni zaščiti, je pa točno to, kar zdaj gledamo. Se pravi, dejansko, to orodje se poinštalira gor kot vsak antivirus. Gre s klientom na vašo mašino, kombiniramo ga z vašo požarno pregrado in rečemo, v tem segmentu sonarja opazujemo vaše delovne postaje in strežnike. Če bi virus potrkal, zaznamo tle. V tem zgornjem delu ščitimo vas kot uporabnike. Če bi vam kdo ukradel geslo in ga hotel zlorabiti nekje, ga najdemo tu. Tle na network delu, na delu omrežja, in pa tle v samem vulnerability managementu, vaši fajli, vaše datoteke. In če vidite ta sonar, to se pri nas vrti 24 ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto. Dejansko znamo po tem tako imenovanem Total Security Score realno oceniti, koliko ste ogroženi. Kadar je tle od 0 do 500, vemo, da je mogoče nekdo od vaših sodelavcev bil na kakšni čudni spletni strani. Lahko je šel na kako porno vsebino, pa je kaj dol snel nevarnega. Lahko je šel na kako igro na srečo, pa je tam kaj poskušal kužiti. Ampak to zaznamo, eliminiramo. Kadar je tale številčenje tle od 500 proti 1000, je to že večja nevarnost. Se že pojavljajo takole rumene ikonce. Ko pa govorimo okrog 1000, so pa take rdeče, kjer pa rečemo, tle pa zagotovo gre za nek napad in tega pol več ne prepuščamo avtomatizaciji, ampak ga ročno rešujemo. Torej, ko pride enkrat do takega napada, enostavno SOC analitik klikne na zadevo, pogleda, a gre tle za decoy files, a gre za neko drugo ransomware skripto, tudi tle v tem tortičnem seznamu lahko relativno hitro vidimo, a je kjera mašina okužena, kaj se na njej dogaja, enostavno raztegnem, vidim ime delovne postaje, IP delovne postaje, operacijski sistem. Tle v procesnem drevesu vidim, da je PowerShell skripta prišla skozi neke datoteke v vaše okolje. V 3 do 4 minutah dejansko, ko izvajamo postopek triaže, lahko preverimo vse parametre. Pogledamo na Virus Totalu, a je to že kakšen drugi antivirus na svetu zaznal. Ponovadi je problem, če rečemo, da ga ni zaznal, če ga je znamo, kliknemo, pogledamo, kaj je bilo zaznano in to hitro rešimo. Če ga pa ni, pa temu rečemo ravno ta zero day attack, kjer pa potem moramo razbijati hash, tlele vdremo noter v hash tega fajla in gremo gledati forenzično, kaj se z njim dogaja. Temu pa rečemo že forenzična preiskava. In iz tega pogleda pa jaz dejansko vidim, skozi kater kanal je nekdo prišel k vam, kje se je hotel premikati in kje je sistem alarmiral. Na podlagi teh 3 do 4 minut se jaz znam adekvatno odločiti, ali je treba vašo mašino zakleniti in vam sporočiti, da gre za nekaj, ali lahko nekaj obrišem, ali pa lahko nekaj sprostim, kar rečem, to je pa false positive oziroma nek lažni alarm, za katerega je sistem prepoznal, ampak ko ga je ocenil kot neškodljivega, ga je spustil v vaše okolje. Takole, Alja, jaz ne bi več filozofiral tole, ne vem, kakšne kliente imamo slušatelje od zadaj, ne bi rad mogoče kaj preveč razlagal, pa še koga zmedel. Mogoče, če kako vprašanje z veseljem odgovorim, če ne bi pa raje predlagal, če imate kakšno vprašanje, pa jih ne želite deliti, da pa mogoče to čisto zasebno rešimo diskretno, se pravi, da skomunicirate z Aljo, pa potem ona spravi do mene, ali pa se dobimo na kakšnem individualnem sestanku, kjer lahko iz prve roke potem pogledate, tudi testiramo kako tako zadevo v vašem okolju. Se pravi, če ste vi že bili žrtev neke prevare, če se bojite, da bi lahko bili. Ponavadi jaz raje vidim, da so ljudje, da preventivno delujete, se pravi, da rečete, zavedamo se nevarnosti, daj mi pokaž to, kako to deluje, sprav mi to na 3-4 mašine, pokaž mi, kaj imam v mojem okolju, da vidim, kako je to smiselno imeti v mojem okolju. Tako boste bolj uspešni v primeru reševanja določenih težav. Smo reči, da v veliki večini primerov, ko spravimo tako orodje v vašo infrastrukturo, že ugotovimo, da se nekaj pri vas nahaja, pa vi niti ne veste, ker klasični antivirus tega ni zaznal in to čepi na neki mašini in že pobira določene podatke. Tako da
Ali jaz bi tu zaključil, če je kako vprašanje, pa seveda odgovorim. Hvala, Dalibor. Na e-mail sem prejela sicer med samim predavanjem, pa si potem že odgovarjal, in sicer glede ozaveščanja zaposlenih. Ampak te pa si že šel skozi sistem. Prav, kaj ne naredijo za ozaveščanje zaposlenih? Ali to orodje zadosti vsem, se pravi celotnem, kako je že? Kaj priporočamo, da naredimo za ozaveščanje naših zaposlenih glede informacijske varnosti? Ali to orodje zadosti celotni informacijski varnosti? Glejte, to orodje, jaz bom zelo iskrena, mogoče upam, da je zadost primerno, če tako rečem, ampak človeška neumnost nima meja, in zato poskušamo tehnično reševati vse vaše težave. Se pravi, to, kar vam jaz zdaj kažem, bo tehnično vas rešilo, Še zmeraj pa to ne bo rešilo, če rečem tako, človeške neumnosti, v smislu, če nekdo v imenu vašega direktorja spufa nek e-mail in pošlje vaši računovodkinji in ona kljub tem opozorilom denar nakaže, rečemo, tudi tehnika ti ne more več pomagati. In imamo tudi za te primere potem ponavadi, če vidimo, da je v nekem okolju, ponavadi tako, če je neka povprečna starost uslužbencev nad tistim povprečjem in če se ne ukvarjajo toliko z računalniki, če ne poznajo toliko računalnike, potem tam to kombiniramo s tako imenovanim user awarenessom. Rečemo, dajmo enkrat na leto tudi fizično izobraževati ta kader. Se pravi, naredimo izobraževanje enkrat na leto, dvakrat na leto po 1 uro, 2 uri in dejansko gremo praktično pokazati, kako pridemo v neko okolje, kaj so tisti faktori, katere morajo vaše računovodkinje, kolegice iz marketinga, ponavadi IT-ovci ne padajo na te fore, kaj morajo upoštevati, da boste najbolj adekvatno zaščiteni. Čisto na kratko, to, kar ste zdaj videli, zadosti vse vaše varnostne pogoje v tehničnem smislu, ne more pa preprečiti človeške neumnosti. Torej, prepoznali bomo, če vas bo kdo želel napasti, če vam bo hotel poslati virus noter. Če vas bo pa kdo po domače rečeno nategnil, da bo rekel, da je Polde Malnar in da je ta Polde Malnar vaš direktor in boste vi njemu verjeli in vam bo poslal neko fakturo za plačati in boste vi še spregledali ta TRR, potem pa ga ni pač na svetu orodja, ki bi lahko to zaščito. V tem primeru, se pravi, imamo določene zadeve, kjer štopajo podatke že na cloudu, da sploh ne pridejo do takih oseb, jih blacklistamo, hkrati pa to kombiniramo s tako imenovanim user awarenessom, z izobraževanjem uporabnikov. Hvala, Dalibor. Naslednje, imamo še eno vprašanje. In sicer, ali network analitika preverja network promet samo na endpointu ali se za network promet glede na nivoju celotnega omrežja, na nivoju routerja, ki je priklopljen na public IP? Ja, super vprašanje, to vidim, da je strokovnjak vprašal. Matjaž, glejte, XDR orodja delujejo, tako kot ste predvideli, na nivoju endpointov, torej delovnih postaj, laptopov, strežnikov. Ustvarijo umetno omrežje, nek umetni grid in med sabo komunicirajo. In mi lateral movement zaznavamo na način, če je potrkal nekdo na prva vrata in če želi potrkati na drugo delovno postajo. Ne moramo poinštalirati na nek HP-ju ali pa Cisco-tov router, če ni odzadje nekega operacijskega sistema, če ni odzadje Windowsov, Linuxov, Maca, to ne gre. Tako da obstajajo seveda specialna orodja, ki jih v nekih enterprise rešitvah uporabljamo, kot je Darktrace ali pa recimo Vectra. Ta zna prepoznavati promet na routerjih, na stikalih in tako dalje. Ampak tiste potem samo en del, je treba pol dokupiti še toliko enih stvari, da vas to cenovno pride neracionalno veliko. Tako da mi v bistvu smo alternativo našli na tak način, da če bi ko deployamo na vse mašine, na vse strežnike, smo ustvarili svoj network in tu opazujemo, kaj se dogaja. Tu prihaja do lateral movementa. Če bi neka skripta ležala na HP switchu ali pa na Cisco-tu ali pa na routerju, tisti trenutek, ki bi hotela izvesti lateral movement ali pa random štartati na neki delovni postaji, tisti trenutek jo ujamemo.
in to smatramo kot Network Detection and Response. Ne. Obstajajo pa seveda tudi specialna, se pravi Enterprise orodja, dva od teh sem že omenil, ki pa se deployajo potem dejansko samo na nivoju networka, ampak tista orodja pa skrbijo samo na nivoju networka. Je treba poleg njih potem kupiti še dodatno kak IDR, mogoče celo SIEM, kombinirati to z neko user behavior analitiko. Se pravi, ponovadi to pride v upoštev za velika podjetja, ki si lahko privoščijo, ne vem, 50,000 evrov na leto za eno izmed teh orodij, ne? Ker tudi ta dva orodja, ki sem omenil, se licencirata na tak način, da ne morete to z nekimi malimi stroški spraviti čez. Ker to, kar zdaj govorimo, če ste vi firma s 50 mašinami, boste lahko za nekaj 100 evrov na mesec imeli zaščitene vse mašine, vse serverje in pa 24/7 support security operations centra, največjega v Sloveniji. To pomeni, da vi ne rabite zaposliti človeka, ki bo pri vas skrbel za varnost, ker bi on koštal, ne vem, jurja pa pol neto, se pravi 2,5 do 3 jurje bruto, vi to s par 100 evri rešite na mesec, poleg tega pa tudi, če bi imeli tega dedicated človeka, je zelo vprašljivo, a on lahko sam trojizmensko to rešuje, a bo on ob 3 zjutraj dežurov pa vam reševal težave. Še eno vprašanje vidim, ne? Vseeno je, ja. Ali je nujno potrebno inštalirati na vse mašine strežnike ali lahko le na najbolj varnostno pomembne? Glejte, iz prve roke, delamo v ekipi, ki se ukvarja z incident response, kjer rešujemo dnevno to vrstne zadeve, se pravi, smo na terenu pri strankah in iz prakse je tako, če se le da, je smiselno imeti na vse, ker takrat imaš tako imenovani full visibility. Smo imeli, ponavadi so kakšne občine, kakšne zdravstvene inštitucije, ki rečejo, lejte, omejeni smo z budžetom, rešite nam na nek racionalen način. V takem primeru potem svetujemo klientu, ok, imejte na vseh strežnikih, imejte nek file server, na katerega shranjujete pomembne file in bomo samo ta del zaščitili, uslužbencem pa povejte, to, kar bojo imeli na laptopih ali pa na računalnikih, ne ščitimo in v tem primeru, če vam bojo računalnik okužili, ga boste pač formatirali pa na novo naložili, podatki bodo zaščiteni nekje na strežniku. Spravi, če bo nekdo imel podatke lokalno shranjene, bo ostal brez njih, reši jih se pa lahko tako, da kontinuirano dnevno shranjuje vse podatke na nek javni server ali pa nek server, ki ga imate v firmi. To je nek postopek racionalizacije v firmah, ki so strogo omejene z budžetom. Ni najboljša rešitev, se pa da rešiti na tak način. Se pravi, da bi cenovno optimizirali, ker tle edini motiv, da to ne bi naredili, vidim ta stroškovni del. Se pravi, da bi racionalizirali tako, da bi rekli, ok, kupem, ne vem, 20 licenc za vseh 20 virtualk, pa tisti fizični strežnik, za delovne postaje bom pa uporabljal nek Microsoftov Defender, če zazna, če ne zazna, imam itak podatke na serverju. Tako da gre tudi ta opcija, ampak jaz se pravim, raje priporočam, če se le da greste na vse mašine. Hvala, Dalibor. Bova na tem mestu zaključila, tako da najlepše se vam zahvaljujem za vašo pozornost in udeležbo. Hvala tudi Daliborju za izčrpno predavanje in odgovore na vprašanja. Vkolikor se vam pa porodi še kakšno vprašanje v povezavi z današnjo tematiko, pa nam le to pošljite na poslovna.prodaja@telekom.si oziroma se na vaše skrbnike iz Telekoma Slovenije obrnite. Tako da lep pozdrav in upam, da se vidimo kmalu. Nasvidenje.